Zelo nas veseli, da je možnost nudenja strokovne pomoči pri reševanju raznih težav končno izkoristila tudi naša vlada. V rubriko Glas ljudstva smo dobili namreč pošto naravnost iz urada vlade, v kateri se sekretar Damjan sprašuje takole. Kdaj bo vlada začela z resničnostnimi šovi za zdravnike in učitelje, da čim prej dobimo tudi kadre na tem področju? Vprašanje smo takoj posredovali našim strokovnjakom in že čez nekaj minut dobili naslednji odgovor. Snemaš, Činceka? Snemaš? Okej. Pozdravljen, Damjan. Smo videli, zdaj je to tvoje vprašanje. Okej, ja, razumem. Mislim, to je tako, da v življenju včasih pride do določene točke, ko nehamo sodelovati. Poti se razidejo in to je to. Mi gremo naprej, pa te greš naprej. Tako da samo pusti svojo službeno kartico pri vratarju, je blokirana in je urejeno. Hvala lepa. Čau. Ajde, akcija naprej, podaja. To je to. Pazi, kolok. Ne, to je to. Valjda ne bo zadal, ker se zdaj hol, tu je avtohol, kaj, nisem s taka mojca, mislim, Mona. Še ena, ajde. Evo, Damjan, tvoje stvari iz pisarne pa skupaj z majico dobiš po pošti. Tako, morda bolj aktualno pa se nam je zdelo vprašanje, ki ga je na naše uredništvo poslala Lucija. Zanima jo namreč. Takole pravi, zakaj v našem glavnem mestu vsak dan pride do zastojev? Ker mi o zastojih vemo toliko kot Ministrstvo za kmetijstvo o pesticidih, smo odgovor raje prepustili človeku, ki zna prometne zamaške razrešiti kar sam. Lucija odgovarja, Zoran J. Lucija, lep pozdrav, hvala za vprašanje. Res je, da v prestolnici prihaja do zastojev. Boš vedel, da je Ljubljana daleč v svetu in ker ljudje, da zborejo toliko lepote, želijo točno v 4, vse da je kad zbežati stran. Ker pa ti ljudje niso Ljubljančani, da poznajo naših cestnoprometnih predpisov. Zato bo dosta praktičnih primerih razložil, kako se vozi po prestolnici. Vsi vemo, da v Sloveniji velja pravilo desnega, v Ljubljani pa velja pravilo bočnejšega. In če imaš boljši avto, in lahko pospešiš, imaš prednost. Slab avto ima pa prednost samo, če da ne piše dostava. V tem primeru lahko zapelje v križišče še pred rešilcem, ker hrano v Ljubljani cenimo bk zdravje. Zato smo v mojem mandatu ogromno vložili v gostinsko ponudbo in čisto dač v zdravstvo. Pazi, falafel gre. Do zdaj pa k rešitvam. Da bo vožnja po ljubljanskih ulicah hitrejša, bomo iz prometa izločili vsa počasna vozila. To smo že naredili s traktorji, kmalu pa bomo prepovedali tudi smetarje. Na mestu njih bomo v mestu zgradili najlepšo sežigalnico odpadkov, kam bo se svoje smeti lahko dostale sami. Če pa se vseeno znajdete v zastoju, pa ostanite mirni in pustite, da zadevo uredi usposobna oseba. Na primer policaj, redar, a pa župan mestne občine. Vsak, ki dnevno obiskujete Ljubljano zaradi službenih obveznosti, pa seveda svetujem, da se v središče podate z mestnim avtobusom, ki je odlična časovna alternativa pešhoji. Pozdrav iz najlepšega mesta, zdaj pa prosim za malo miru, ker imam pomembne opravke. Pazi, jaz sem pakidozavr, tukaj pakidir, a si plačal pakidirče, pa pet v garažo hišo.